Aleš, kličejo me Frogi in bom vaš samooklicani mentor pri teh prvih korakih v 3D svet s programom Blender. Torej začenjamo prvi Blender tutorial oziroma tečaj v slovenščini. Moja izkušnja v zadnjem letu s tem programom je naravnost fantastična, v bistvu ne morem skriti svojega navdušenja nad tem, kaj nam tale džabe, zastonjski software v takem majhnem paketku ponuja. Zdaj Blender se uporablja tako za fotorealistične renderje, kot tudi za bolj risankaste zadeve, za animacije, pripravljanje game assetov, line art, praktično ni, da ni. Pa kar pojmo na uradno stran, zanima nas tale velik gumbek, kjer potegnemo zadnjo verzijo dol, pri čemer opozarjam, da Blender nima auto-updata. Razlog v tem je, da se mogoče kakšni featurji med sabo niso za nazaj kompatibilni in če delate projekt na eni različici, mogoče ne bo delal na drugi. Zdaj, če ni glih dramatične razlike med eno in drugo verzijo, bi mogli biti vse v redu. Jaz še nisem naletel na kakšne težave. Imate pa vedno tukaj še eksperimentalne verzije, kjer so pa featurji, ki bojo na voljo v naslednjih različicah, niso pa še ne vem kako stabilni. Ampak za novosti si lahko recimo preberete tukaj. Alright, zdaj format teh naših tečajev bo seveda v slovenščini, je pa cel interfejs v angleščini, tako da ne bomo mogli čisto vsega posloveniti. Ko odprete Blender, se pravi, ko naložite tisto 166 mega velik paketek, nas pričaka neka taka scena. Jaz si bom tale screencast vklopil, tako da boste videli točno, kaj klikam. In prva stvar, ki se jo moramo naučiti, je navigacija po viewportu. Zdaj, najbolj osnoven gib je rotacija okoli naše rotacijske oziroma pivot točke in to naredimo s srednjim miškinim gumbom. Takole. Če se želimo premikati levo-desno, držimo zraven Shift in se premikamo takole. Opazili boste, da se pravi s koleščkom zoomamo, lahko pa tudi zadržimo noter Ctrl in se takole. Ampak pri zoomamo lahko boste videli samo do določene točke in to, če ne boste razumeli, zakaj se vam to dogaja zdajle, boste imeli težave. Se pravi, vsaka stvar ima svojo pivot točko, okrog katere se vrti kamera. Ko pridete do tega centra, se začnete vrteti okoli svoje osi. Zdaj, jaz priporočam, če ste na laptopih, dajte si umislite eno takole tipkovnico za 5 evrov, kjer imate noter numpad. Razlog je, da so tukaj določene bližnjice, na katere se Blender precej bolj zanaša kot kakšni drugi programi. Ok, zdaj pa, se pravi, tukaj na numpadu so bližnjice za navigacijo kamere. Recimo, če jaz tale objekt zdaj podvojim za Shift-D in imam vrtilno točko na enem, recimo, rad bi jo imel pa na drugem, samo pritisnem numpad piko in bo tole zdaj moj novi center. Tako. Ok. Zdaj prva stvar je premikanje telih kockic naših ali kjerikoli objektov že. Zdaj na tipko, seveda to lahko delamo takole z gizmoti, ampak the Blender way se priporoča, da uporabljate bližnjice na tipkovnici. Razlog je, da nam zadeva pride zelo hitro v mišični spomin, tako kot pri inštrumentu in v zelo kratkem času več ne razmišljate o tem, ampak to sam leti na kup. Alright, dajmo zdaj pogledati, se pravi, 3 osnovni gibi so premikanje, skaliranje, se pravi povečevanje, pomanjševanje in vrtenje. In to je izraženo v tipkah G kot grab in lahko premikamo gor dol, levo desno, S kot scale, skole ali R kot rotate. S Ctrl Z imamo na voljo po defaultu 35 korakov, da gremo nazaj. Zdaj pa še ena stvar.
ker smo v 3D prostoru, želimo te naše gibe zaklepati na eno izmed osi in to naredimo tako, da takoj po naši izbrani funkciji pritisnemo os, po kateri se želimo premikati. Recimo, če želim tole premikati gor dol, bom dal G, Z in se nam zadeva zaklene na tole os. G, X, G, Y. Isto je z skaliranjem s X, s Y, s Z. Dajmo to resetirati. In z rotacijo, recimo RX, RY, RZ. Tako. Zdaj, dodajanje novih elementov. Lahko greste tukaj, add, ampak spet, pomembno je, da se naučimo bližnjic na tipkovnici in ena taka, ki jo boste skozi zlorabljali, je Shift A. In se pravi tam, kjer imamo miško, pokaže tale meni in recimo bomo dali plane, ki nam bo naredil takole planjavo. SS jo povečamo. Tako. Damo tele kocke recimo dol. In zdaj, če pritisnemo tole, ali gremo v kamera pogled z nič na tipkovnici, vidimo tisto, kar bo na koncu v renderju. Tukaj pogledamo, naj vas ne zavede tale majhen gumbek tukaj, ker so noter kar pomembne stvari. Lahko ga prekličemo tako, da ga kliknemo, ali pa z bližnjico N na tipkovnici. Se pravi, tukaj pod View imate tole, jaz imam že vklopljeno, ampak recimo, če je tole kamera pogled, vi, ki nimate vklopljeno, in se premaknete levo, desno, kamera ne bo šla zraven, vas bo vrgel ven iz kamere. Če pa imamo to prižgano, pa lahko navigiramo takole s kamero. Še ena pomembna stvar, če grem zdaj ven iz kamera pogleda, je, zaradi katere znate tudi zgubljati živce, je, če recimo tole sceno ful povečam, in še ena stvar, povečujemo lahko tudi tako, recimo s 10, nam bo povečali za 10 s 10. Bomo videli, da na eni točki nam začne to stvar kar rezati, ne? To je zato, ker imamo klele view omejen na 1000 metrov. Zdaj, če to povečam, bomo se videli le enako velja, če se približam semle noter. Če se približam semle noter in si bi recimo rad to kocko na neki točki odprl, pogledal, kaj je noter, brez da vstopam vanjo, lahko tale clipping start takole naredimo in nam začne kocko rezati oziroma pogled prerezovati 4 metre stran. Ja. Pozorni bodite tudi, če ste v kamera pogledu, pomeni pa, da morate klikniti na kamero in tule šaltate te nastavitve. Ok, zdaj pa rendranje, oziroma rendranje to samo pomeni, da to, kar vidimo tukaj, na koncu spravimo v nek format, ki ga lahko naprej uporabljamo, v našem primeru bo to statična slika. Še ena stvar, preden se tega lotimo, se pravi, zrenderilo nam bo tisto, kar je v pogledu kamere. Zdaj pa se pogovorimo še o teh gumbkih tukaj, se pravi, to je naš wireframe pogled, kjer vidimo zelo natančno, kakšna je geometrija. Tole je solid pogled. Tole je pogled s teksturam, ki jih zaenkrat nimamo nič, ampak dajmo recimo klele dodati, poglejmo, dajmo temu en material, pa rečemo rdeča, se pravi, ta material vidimo, da imajo zdaj tudi druge kockice in tale planjava. To vidimo tukaj, 3 uporabniki tega so, pa bom zdaj tole odstranil, dodal nov material, pa recimo to naredil zeleno, samo toliko, da imamo majhne razlike, pa tole bom material odstranil, dodal novega, pa dal takole oranžno. Ok, se pravi, ta pogled je zdaj neosenčen oziroma uporablja neko statično luč, ne tiste, ki jih imamo mi v sceni. Ko kliknem to je pa dejansko tisto, kar se vidi v
kar bo videla kamera. Ne? In zdaj, če pritisnemo F12 na tipkovnici, nam bo zadevo takole zrenderal v image format, ki ga lahko shranimo. Tako. In no, to so zdaj ene osnove, s katerimi bi mi ta prvi uvodni del tutoriala zaključili, pa se vidimo v naslednjem.